Ok. Malo pozornosti, prosim. Torej, prvo vprašanje. Mi zna kdo povedati, kakšna je razlika med domeno in gostovanjem? Domena ni v ko jo plačaš. Gostovanje je pa, če imaš ti, ne vem, na primer v Bibliji, pa imaš tvoje pošiljnico, na koncu piše samo, ne vem, ime tvojega. Za domeno se pravilno, ne? Zdaj pa, kaj pa še je gostovanje? Ne, ker vsi naenkrat, ne? Probite, mogoče čisto logično. Okay. Zdaj, najlažje vam bo nekako razumeti ta kontekst domena pa gostovanje tako, da razumete domeno kot eno zazidljivo zemljišče. Se pravi, domena je samo nekaj, kjer lahko gor postaviš hiško. Ne? Gostovanje je pa prostor na strežniku, kjer pač imate lahko potem maile, imate spletno stran, imate whatever. Ne? Se pravi, domena potem kaže na gostovanje. Ne? To je torej takrat, ko vi v brskalniku napišete domena.com, je v bistvu to en podatek, ki kaže potem na en računalnik nekje na svetu. Ja? Drugo vprašanje. A mi zna kdo razložiti, kakšna je razlika med statično pa dinamično spletno stranjo? Okay. Ne v kontekstu animacije, ampak v kontekstu spletne strani. Statična možda obične neke informacije, a dinamična više opcija. Zdaj, statična, recimo, ne vem, če bi recimo v InDesignu shranili nek PDF, oziroma bi shranili nek HTML file, tisto bi bila statična stran. Se pravi, to so fiksni fajli, gre gor in pač nič ni programa zraven. Kako? Da se klikati, ampak ni pač nekega možgana, ki pač recimo dela. Zdaj, kot primerjavo, za dinamično spletno stran si lahko predstavljate, ne vem, 24ur.com. Torej pač priješ gor najnovejše novice, greš v eno kategorijo, so to kategorije, in potem greš na neko novičko in ti potem pač nek dizajn pokaže. In ta dizajn je nekaj in potem novička je nekaj. A mi zna kdo povedati, kaj je CMS? Ja, ne googlati, no, lejo, mislim. CMS je torej sistem za upravljanje z vsebino. To, kar sem prej rekel, da imamo ločeno obliko od vsebine. Torej, sama vsebina, ne vem, nekaj o nas, neke novičke, neki posti, so ločeni v bazi, medtem ko imamo mi nek dizajn, ki ga potem apliciramo na to. Se pravi, mi zdizajniramo neko tipično podstran in potem vse te stvari so aplicirane gor. Zdaj, zakaj se bomo učili WordPress pa nekakšen drug CMS? Zdaj, ta prva in najbolj pomembna je to, da trenutno WordPress laufa na 1/4 vseh spletnih strani na svetu. Zdaj, kar se tiče uporabniškega vmesnika, so stvar toliko izboljšali, da je zelo enostaven za začetnike za naučiti, za nekako zakapirati te osnove dela za vsebino, in pa potem tisto znanje, ki ga bomo dobili, se lahko zelo enostavno prenaša potem na druge. Isto, kot če boste videli, če boste uporabljali kakšen drug 3D program, kot Cinema, vse je bolj kot ne isto. Mislim, bolj kot ne je ista logika, tistih viewportov pa renderinga pa ne vem česa, pač samo mogoče je menik je drugačen.
In pa sama optimizacija, ne, ko bomo prišli do tega, optimizacija za Google, za druge iskalnike, je že sistemsko rešena, tako da s tem ne boste rabili kaj veliko se sekirati. Ne. In pa del je fajn, da se ga da izredno veliko nadgrajevati, ne, ker večino teh sistemov, do katerih bomo prišli, ne omogočajo nič, ne, lahko mogoče kakšno vsebino spremeniš in to je to, ne, medtem ko WordPress lahko praktično neomejeno, ne vem, lahko daš trgovino gor, lahko daš forum gor, lahko daš Facebook kopijo gor, mislim, vse to lahko laufa na WordPressu kot sistemu, ne. In pa še ena stvar, ki je pomembna, teh 25% vseh spletnih strani pomeni to, da je to blazno veliko enih ljudi. Ne? In blazno veliko enih ljudi dela neke sisteme, ne? Dela dizajne, dela te module, ne? Kar pomeni, da ni treba toliko veliko enega denarja investirati. Ne? Mi smo recimo imeli lasten sistem, lasten CMS, in ne vem, vsako stvar, vsako luknjo varnostno, ki je bilo treba zakrpati, vsako funkcionalnost, bilo treba plačati. Ne? To pomeni, da je, ne vem, prišlo na mesec ure, 2 ure programer, ne? Zato da pač je stvar laufala, ne? Medtem ko tle tega pač preprosto ni. Ne? Zdaj, razlika med WordPressom pa to novo generacijo teh instant spletnih strani, kot so Squarespace, Weebly, Wix, je predvsem to, da imajo vse te storitve blazne neke omejitve. Ne? Se pravi, tisto, kar ponujajo in to je to. Ne? Nič več, če se vam zalušta, ne vem, karkoli ekstra, ni možno. Ne? Predvsem je pa, ne vem, mislim, tudi recimo, če boste hoteli mail imeti v Wixu, boste mogli plačati 5 € na mesec na uporabnika za vsak mail. Ne? Mislim, to je pač nekaj, ker je tako, ok, ne, hočem imeti, ne vem, eno trgovino, 20 € na mesec, ne, eno kontaktno formo, pa tudi nekaj tasga. In pa to, ne, se pravi, kaj se zgodi, če gre ta firma v stečaj, ali pa če ta ena druga firma kupi to firmo in jo se odloči, da jo zapre. Ne. Se pravi, nismo v kontroli te vsebine, ne, mi si postavimo celo stran, zdizajniramo vse, ne, to je to. Ne, gre gotovo, medtem ko WordPress imamo na svojem gostovanju, ne, in ko se karkoli zgodi, mi še vedno imamo to kontrolo. Ne. Zdaj, ena izmed komičnih stvari, recimo na Wixu, je to, da ko se enkrat izberete temo, jo imate do konca življenja, ne morete je spreminjati, ne, tako da, ok, ne, useless. In pa še ena zadevščina, imamo dva WordPressa, wordpress.com pa wordpress.org. Zna se zgoditi, da boste kdaj zamešali. Wordpress.com je storitev, ki je gostovana. Isto kot Wix, isto kot Weebly, isto kot ne vem kaj. Ne? Squarespace recimo. Zelo omejena rešitev, ne bomo delali na njej, ampak pač to tudi obstaja. Ne? Mi bomo uporabljali wordpress.org, ki je odprtokodni sistem za delo z vsebino. Zdaj pa, ne, uporaba teh CMS-jev nima samo dobrih stvari. Ne. Za razliko od pač nekih idiot-proof rešitev je za WordPress zahtevano nekaj minimalnega predznanja. Ne. Se pravi, pač nekaj malo bomo mogli oddelati, da boste zakapirali, kakšen je uporabniški vmesnik, kakšen, ne vem, na kakšen način bi se mogoče kakšne oblikovne stvari lotili, ne? In pa tole. To bom ful velikrat ponavljal, tako da boste sred noči se zbudili, pa se boste zapomnili. Ta stvar je live. Ne? Če boste imeli spletno stran, v katero se lahko prijavljate, se lahko poskuša prijavljati kdorkoli na svetu. Ne? In tega je ful. Ne? Torej, sistem, na katerem laufa četrtina vseh spletnih strani, je načeloma ima največjo tarčo na hrbtu sploh. Ne? To pomeni, vsa gesla boste imeli najdaljša možna. Ne vem, skozi bo treba posodabljati te stvari. Ne? Se pravi, te za razliko mogoče od, ne vem, teh Weeblyjev, ne?
tam pač ne rabite toliko o tem razmišljati. Medtem, ko tukaj mogoče pride kakšna varnostna luknja, mogoče se kaj pokvari, stvar je treba potem malo posodabljati. Sej to je par klikov, ampak vendarle se ne sme preprosto pozabiti na te stvari. Zdaj, preden začnemo, toliko malo kredibilnosti zame. Jaz sem postavil prvo slovensko 100% flash stran, za katero sem tudi dobil nagrado za najboljšo nekomercialno stran, preden je flash, tako kot zdaj, rato kletvica. Leta 2008 smo skupaj z dvema programerjema napisali svoj lasten CMS, Kotonti, ki ga več ne uporabljamo predvsem zaradi finančnih stvari, ker je pač WordPress toliko cenejši. A mi zna kdo povedati, kaj so kontekstualni oglasi? Ne vsi naenkrat, ne? A je kdo sedaj slišal za AdSense? Torej, kontekstualni oglasi so nek blok oglasov, ki jih postaviš na stran in ta oglas bo v bistvu pogledal tekst na strani in bo glede na ta tekst prikazoval neke relevantne oglase. No, na vrhuncu te mrzlice, ki je bila, smo imeli približno 300 domen, na katere je laufal neki 10,000 podstrani. Tako da se je dalo zelo veliko delati na tem, da smo testirali, kako lahko malo zjebemo Google, da se pač te stvari postavijo višje. Takrat, ko je potem najdi.si prišel ven, je bil toliko bolj enostavna zadeva, da sem se mogel enkrat iti zelo osebno na najdi.si zagovarjati, zakaj se za 10 rezultatov pojavi 7 mojih domen. Zdaj, cilj teh srečanj, ki jih bomo imeli za WordPress, je to. Jaz bi si želel, da boste vsi imeli registrirano svojo domeno za svoj brand, če ne za svoj brand, če ga še nimate za svoje ime ali pa priimek. In pa, da bomo gor postavili, nastavili in oblikovali svoj portfolio. Zdaj, spoznali bomo potem koncept teh malo bolj kompleksnih page builderjev, kjer boste res lahko, mislim, tako kot v InDesignu postavili vse, kar vam zapaše, kar je zdaj spet tako. Možno je vse, kaj pa bi zdaj postavil. Skratka, to bi bilo načeloma to, kar bomo naredili. Zdaj, prva stvar, ki jo bomo mogli narediti, je registracija domene. Registracija domene vas bo stala približno 10 do 15 evrov na leto, vsako leto. Torej, ko vzamete eno domeno, vi te domene si ne lastite, ampak jo samo rentate. Ko jo boste nehali plačevati, bo več vaša. Imamo tole, se pravi top level domen za Slovenijo je .si. Slovenska vlada je zelo veliko dinarčkov vložila v to, da je .si kolikor toliko prepoznaven brand. Tako da, če boste recimo želeli delati z predominantno slovenskimi podjetji, je mogoče .si dobra odločitev. Zdaj, če boste hoteli iti malo bolj international, com.net.org. Za ostale je pa tako, v zadnjih letih smo dobili praktično neomejeno teh novih končnic, .gallery, .foto, ne vem, mislim štedilnik. Je pa tako, ta prvi blok teh novih domen, ki je prišel ven, je bil problem, da so bile stvari dosti poceni, vsaj za prvo leto. In se je našel zelo veliko nekih black hat, ne bom rekel hackerjev, ampak pač zelo veliko spama se je gor pojavil in imajo zaradi tega te stvari zelo slabo konotacijo. Vsaj, mislim, info je, hec je bil v tem, da je bila domena recimo $2 prvo leto, pa $15 naslednje leto. In vsak je pač usilil vsebino gor, ne vem, pospamal vse in pol pač, ko ni bila več, mogoče po 3 mesecih, jo je sam pustil. Mi imamo možnost tudi šumnikov na domenah, ampak se stvar
načeloma ni prijela, no, vsaj v Sloveniji se stvar ni prijela, tako da za besede s šumniki ljudje dost raj, oziroma mislim tako čist sami od sebe, bodo upisovali besedo vedno brez šumnikov. Ne. Tako da, če imate kakšno tako besedo, ki bi jo imeli, pa sta obe frej, dajte registrirati obe. Ne. Zaradi tega, ker pač, da ne bo slučajno kakšna konkurenca prišla, vam jo pajsenila in pač, ne, takle imamo. Ne. Tako da, če boste hoteli pogledati, kaj je vse na voljo, name.com je recimo zanimiva zaradi tega, ker lahko napišete eno besedo in boste najdli v bistvu vse, kar vam je na voljo, katere vse so frej, ne, katere so zasedene, tale recimo premium domena, lastnik hoče za njo 15 €, ne. Ampak, ne, pri teh novih domenah, da imamo site, imamo club, imamo rocks, social, online, morate malo biti pazljivi na tole. Ne. Isto kot pri info je recimo za .site prvo leto 5 €, naslednje leto 30 €. Ne. In vsako naslednje leto 30 €. Ne? Tako da ne boste, ne, se samo 5 € na let, ni. Ne? Recimo, ne vem, tlele je najhujše za .club je 300 €. Prvo leto, naslednje leto pa 10 €. Ne vem, kako so si to zračunali, ampak ne. Torej, na name.com lahko najdete v bistvu vse domene, vse top level domene, razen .si. Za .si si morate najdeti enega slovenskega registrarja, kot je recimo Hostco, hostco.si, kjer boste lahko poskusili recimo slovensko domeno dobiti. Ne. Hostco je tudi gostovanje, kar bomo potem videli, ampak ne, tukaj zdaj edino, kar preceni malo paste, to so cene brez davka, malo so zviti, kar se tega tiče. Tako da tale 8,16 je plus DDV. Ne. Še enkrat, ne? Torej, ko vzamete domeno, domena ni vaša, domena je v vaši uporabi, dokler jo boste plačevali. V trenutku, ko jo boste nehali, po enem letu, ne, je delovanje domene deaktivirano, ampak še vedno imate 30 dni, da jo dobite nazaj po isti ceni. Ne? Torej po ceni 10 do 15, odvisno od domene. Potem pa pade v tako imenovani redemption period. Se pravi, po 30 dneh, ko je že potekla, pade sem noter, tle not je mislim, da 40 dni, ampak v redemption period jo boste dobili za 150 €. Mucho dinero, ne? Potem gre pa v izbris in jo lahko dobi vsak, ki jo ne, želi. In pa še enkrat bodite pozorni na cene. Ne? Torej pač cena prvega leta in cena vseh ostalih let se zna malo razlikovati. Ne? Druga stvar, ki jo bomo potrebovali, je gostovanje. Ne? Torej, domena sama, na njej ni nič. Vse, kar je podatek v domeni, je kam kaže. Ne? Torej, kazati more na eno gostovanje, ne? Torej na en računalnik, ki je povezan v internet, ne? Ki mora biti skozi online, skozi mora laufati in na njemu mora laufati tole. Ne? Torej, gostovanje, ki ga mi želimo, mora imeti podporo za PHP, to je programski jezik, podporo za MySQL, to je baza, in pa cPanel, tako da bomo vsi vedeli. Bom vam povedal, kje to dobimo. To dobimo tukajle, spodaj imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponudnikov in gostovanja in registracije domen. Veliko naročnikov imam na Hostcotu, veliko naročnikov imam na Žabcu, oba dva sta fajn, na domovanje.com ne id, ker jim je v zadnje 10 letih, mislim, da so jim 3-krat udarili noter, ampak pričakujte približno tole. Ne? Na leto imate za gostovanje 30 do 50 €. V tem gostovanju, ne, to je recimo Hostco, hostco.si, v tem gostovanju imate vi lahko več domen.
mimo grede. Ne? Se pravi, to ni zdaj za vsako domeno, ampak imate vi lahko, ne vem, za nekega naročnika, imate pač čist brezplačno, jo lahko vključite v svoj account, ne? Pa vam on nekaj dodatnega plača za tole. Se pravi, recimo, pri Hostcotu je paket S optimiziran za tako imenovane CMS strani. Kaj to pomeni? Da ima malo več spomina. Ne? Ko bomo mi delali z malo bolj pametnimi moduli, kot je recimo, ne vem, galerija, ki bo mogla pomanjšati slikce, pa porezati, pa recimo tema, ki je pametna, pa nam bo cel urejevalnik generirala, ne? Je pač ta spomin uporaben, ne? Zato, ker pač lahko malenkost bolj kompleksna stvar laufa. Imamo pa tudi, kdor tega ne bo želel delati, brezplačno opcijo. Ne? Torej, brezplačna opcija, ki vam laufa na kompjuterju in na kompjuterju imate potem pač lokalno spletno stran z WordPressom. To je Desktop Server Limited, dobite ga na serverpress.com, it's free. Ne? Edina stvar, ki je to, da v trenutku, ko boste pač imeli postavljeno stran, stran je samo na vašem kompjuterju, ne? Nikjer drugje, ne? Torej pač ni live, ne? Ni na neki, okay. Je to. Torej pač tisti, ki ne bo želel registrirati zdaj za ta tečaj oziroma za tale predmet svoje domene, da bo to postavil live, ima lahko to kot pač identično kopijo na svojem kompjuterju. Kakšno vprašanje? Lahko nekaj testiraš, ne, mogoče nekaj testno, kako bi stvar lahko izgledala, ne, da ne rabiš. Tako, ne, mislim, tako da imaš pač neko testno, ne vem, en kup študentov je recimo pač, ne vem, ni bilo pripravljeno investirati pač še v to in pač to je alternativa, ki je, ne, se pravi, da se to samo malo nauči WordPressa. Ne vem, ko bomo začeli, če bomo začeli s kakšnim biznisom, da bi pa samo to domeno spremenil. Tako je, lej, za take situacije ti jaz predlagam, da ohraniš potem obe domeni, ne. Zaradi tega, ker boš imela, ne vem, za originalno domeno toliko pa toliko enih povezav, ki kažejo nanjo, ne. Pa ne vem, boš nek material marketinški potalala, kjer pač je ta URL gor, ne. Ti zelo enostavno narediš samo preusmeritev, ne, se pravi nekdo, ki pride na ta staro domeno, ga flikne na novo domeno in čaumiki, ne. To je to, ne. Se pravi, nekako se zavaruješ pred tem, da bo nekdo kupil tvojo originalno domeno, ne, in postavil nekaj gor, zato ker pač ima že free linke in ne rab v bistvu nič delati, ne. Mislim, a veš, stane te pač 1 evro ekstra na mesec, da imaš še eno domeno, ne. Nekako tako, no. Če kakšno vprašanje? No, pa naredimo eno 5-minutno pavzo. Ne, danes bomo malo prej zaključili, jaz vam bom pokazal par stvari, kako se na Hostcotu, kako se na Žabcu to uredi, kako se desktop server, pol bomo pa naredili čak, da boste vi to sami doma, da. Če bo pa kdo imel pol vprašanje, se bom pa še enkrat ponovil, no. Pa pač sem na voljo Facebook, Instagram, whatever, ne. Da bomo naslednjič, ko se dobimo, imeli vsi že pripravljeno, da naredimo akcijo. To bi bilo pa fajn. Mislim, če ne drugega, če ne boš tega pač desktop server, samo to, da imaš, da ti laufa WordPress na nečem, ne. WordPress je totalno zastonj. Odprtokoden, zastonj, ne, ti pač imaš zdaj nek basic package, kjer potem neke module lahko dodajaš, ne. Ali teme, se pravi, ali design. Ne, to je .com. Ti boš gledala .org. Jaz sem že bila na komputerju, sem se lahko igrala.
Ne, to je samo WordPress. WordPress kot tak, ne? Se pravi, to je CMS, ki bo laufal na gostovanju, ne? Se pravi, večina gostovanj ima že avtomatsko ti inštalira WordPress, tako da ne rabiš niti tega downloadati, je pač že vse na mestu tebe narejeno, ne? Ampak je samo to, da imaš, ne, to je ta app, ne? In to je open source, popolnoma zastonj, updateajo ga non-stop in žank, ne.